Zdravo, še enkrat, kot vedno, Robert. Imam eno preprosto situacijo. Se vam je v vašem biznisu malo kaj zaciklalo, kaj ne laufa, tako bi moglo laufati, ste malo nezadovoljni. Zdaj po koroni so se kaj spremenile stvari. Pri meni so se, ne vam povem, pri meni je tudi problem. Zakaj je problem? Zato, ker ne morem vsem pomagati naenkrat. Upam, da imate podobne probleme. Ampak ne glede na to. Zapisal sem si par situacij, katere vam lahko takoj pomagam in so povezane z vašim biznisom, konkretnim poslom. Glejte, izbral sem neke manjše obrtnike, manjša podjetja, ker večina mi očitajo moji fantje, da se ukvarjam samo s prevelikim podjetjem. Glejte, jaz majhne podjetje zelo cenim, ker prihajam iz tem in vem, kako je narediti prvi denar, vem, kako se prebiti nekaj čez in glejte, dajmo nekaj narediti. Ajde, ok, konkretni predlogi. Zdaj pa poslušajte do konca. Vulkanizer, prodajalec vozil, butik, bar, tiskarna, računovodski servis, spletna prodajalna in zavarovalniški agent. Ok, teh sem izbral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni pravlično, ampak 8. 8 različnih biznisov in konkretno, kaj lahko storite, da bi prodajo premaknili z točke danes v točko jutri, ki je boljša, višja in tako naprej. Ok? Ni fora v tem, da sem jaz bolj pameten od vas, ampak malo človek rata okužen svojega posla in je treba potem najti neke kombinacije, kako bi naredili kaj novega. Ok? Evo, gremo od začetka. Vulkanizer. Kaj lahko naredi vulkanizer, če so zimske gume, je kriza, ko so letne gume pa počasi kapljajo, pa ni. Predlagam vam brezplačne preglede. Preglejte kolesa, res brezplačno dopumpati, pogledati profil in svetujte. Ni nujno, da se stranka tako odloči, ampak naredite nek odnos, naredite neko situacijo. Vsi potem preveč pričakuje, stranki pričakuje, da boste dali najmanj dišečo smrekico, najmanj, da boste dali darilo. Ne dajte darila, naredite pregled. Koliko je pa pregled vreden, povejte, koliko je vreden. Ta naš pregled stane 20 €, mi vam ga naredimo zastonj in nobene obligacije. Na ta način se bo marsikaj spremenilo, verjemite. Že če samo pokličete, če imate neke povezave z strankami, ali je mail, ali je telefon, karkoli, bodo zadovoljne. Zaradi tega, ker ravno prejšič mi je en kolega rekel, ko je zamenjal avto, veš kaj, po desni strani je pa malo guma natrgala. Moja tudi, ker sem zanj zapel tamle pri pekarni. Ne? Se pravi, kaj bom naredil? Do vulkanizerja in vprašal za nasvet, ali je hudo, ali se lahko s tako gumo še vozim. Ok? To je za vulkanizerje. Naslednji, prodajalec vozil. Največji problem, kdaj ljudje menjamo avto. Ali prepozno, ali prezgodaj, apropo svojih kilometrov itak kupimo neprimernega. Prodajalci vozil prodajate vsak dan, imate veliko interakcij z ljudmi. Ampak zakaj ne bi enkrat, ko jaz pridem prodajalcu vozil, on meni zračunal neko situacijo. Poglej, ta tvoj avto je vreden še, 3 ure. Najbolj, da ga prodaš zdaj, boš imel 3 ure. Na kilometre, ki jih delaš 50 000 na leto, bi bilo najbolj optimalno, da imaš tak avto. Zdaj me pa zanima ena stvar. Imaš psa, imaš družino, hodiš na morje, hodiš v hribe, hodiš v vinograd, zidanco, karkoli in bi mu svetoval glede na tisto, kar on vozi. Kaj bi naredil? Naredil bi odnos, vtis. Jaz bi takoj tega prodajalca, to je moj broker za avtomobile, vedno bi ga poklical. Zdaj pa, ker pač vi ne naredite to, naredi nekdo drug. Mogoče tisti servisi, kjer jih izobražujejo. Zato pravim, tudi majhni prodajalci avtomobilov, dajte narediti en korak naprej. Ne samo kombinacija pa nizka cena. Nisem bolj pameten, vi veste dobro, jaz vam samo dajem namig. Butik. Evo, zakaj pa butik? Obleke, drage obleke, poceni obleke. Zelo vidim, da so nekateri butiki intenzivni z socialnimi omrežji, Facebook, fotografije. Zelo dobro. Tako se naredi neka povezava. Ampak največji štos pa je v tem, da razložite, izobrazite svoje ljudi. Če jaz grem v veliko trgovino in kupim hlače, majico, srajco, karkoli, ki je poceni, je sicer ok, ampak ko zgledam košotor, ko grem ven, pa imam problem. Se pravi, tudi ta rdeča barva, mogoče zame rdeča sploh ni, ampak mi ni še noben do zdaj povedal. Se pravi, če jaz pridem v butik in mi nekdo svetuje, koliko je to vredno. Je vredno več kot 10 € manj dati za majčko ali pa hlače? Jaz mislim, da ne. In v butiku so ljudje, ki resnično ti svetuje, reče, da te hlače niso zate, grdo ti stojijo, dobro ti stojijo. Razumete, v čem je fora? Ne vsiljivo, kaj boste. Vsi, ko pridejo v trgovino, reče, sem gledam. In reče,
poglejte, vas lahko nekaj upozorim. Imam v outlet kotičku to in to, ampak dejansko je treba probati. Nima smisla, da bi potem bili skozi nezadovoljni. Sigurno na ta način odnosa poveča stvari, ampak ne vsiljiv, ampak resnično tudi sam, dostikrat greš v trgovino, pa rečeš, sem gledam, ja itek sem gledam, ampak po drugi strani, če bi pa samo primeril, pa bi rekel, vidiš, da imam slabe teniske, ali karkoli obute, bi rekel, ampak drugače pa imamo ene zelo dobre teniske. Vse vem, kaj bo rekel običajno človek, imam nove doma. Ok, ampak je bilo vredno poskusiti, je. In dajte se tudi nekaj, tudi kupci, dajmo nekaj pogledati. Tisti ljudje na drugi strani, te obrtniki, manjši, imajo resnično, vsaj nekateri, srce in radi pomagajo. Ni fora samo kupiti pa prodati. To ni fora več. Fora je odnos, da boš še prišel, da boš zadovoljen, da ne boš več kupoval malo tlema v tem, ampak boš kupoval resnično tam, kjer ti dobro svetujejo in se dobro počutiš, ko greš v tem. Ampak ok, zdaj, bar. Kaj pa lahko naredi bar, recimo zdaj, ko se je spet odprlo? Kje je fora? Lejte, včasih se je to tako malo, ja, kar bar. Jaz ne vem, jaz grem rad v bar, pa sem pogledajte, ajde, gremo še ena stvar, da ne bom zakompliciral. Če greste v Starbucks, veste kaj je Starbucks? Zmeraj imajo dobro lokacijo, delajo kavo, ki ni boh ve kaj, in zmeraj imajo šalice, to go, oziroma tele, kako se rečeš, škrnicel, kaj že tole, no, to go, in pa ima ti spasce gor. Ampak oni zmeraj tako, ko rečejo, naročiš 3 kave, rečejo, aha, povejte mi imena, Jim, Robert, Mojca, ne vem karkoli. In na to napišejo ime, na to skodelico iz papirnato. In kaj to pomeni? To je osebno, customized. Čeprav kakorkoli se ti zdi glupo, ampak ljudje imajo radi, da je nekaj osebno. Se pravi, če hodite vsako jutro na kavo v en bar in če reče gospa natakarica, kdorkoli reče, Robert, boš isto kot običajno, kako se počutiš? Dobrodošel, zadovoljen, če se mi še nasmeje, pove kakšno šalo, super, ne preveč, da pol že ves tako, ampak, ker vidite, pridejo ljudje namrgodeni, vsak ima svoje težave, ampak če mu nekdo nekaj reče, en nasmeh zdi, mu polepša dan. In posebej potem tisti ljudje, ki večkrat hodijo tam, ni nič narobe, če vrač, kako pa je vam ime? Pa reče, Janez, dobro jutro, ste v redu, Janez? Tudi če ne bo v redu, bo rekel, hvala, dobro sem, zaradi tega, ker se bo dobro počutil. In ta dobrodošlost je sigurno prav. Ne pa, da je, ne vem, kelnerca tako namrgodena, da sem pa še slabe volje, ker je tudi tista kava nima pravega veselja. Ne rečem, da sem doživel, samo govorim. Ok, naslednja stvar, tiskar. Imamo srednje velika podjetja, ki nas tiskajo za ceno, bla, 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 tako, vsi veste, ne? Ampak kaj lahko tiskar danes naredi, ko pa recimo mu je padla naklada vseh katalogov za sejme, nalepke na sejme, karkoli že, tisto, kar ni, kaj zdaj lahko tiskar naredi? Glejte, tiskarna je zmeri več kot samo tisk. Oni imajo tudi nekoga, ki zna kaj narediti, ne uporabljajo Canvo, ko mi mehni ljudje, uporabljajo druge programe in zna kaj narediti. Pošljite vsem svojim klientom čestitko. Ste preboleli, ste dobro, kako vam gre posel. Pošljite jim neko čestitko, iskreno, z nekim lepim kvotom, karkoli, in rečete, pridite k nam na kavo, kadarkoli hočete. Vas kaj košta? Nič. Jaz sem dolga leta prodajalec, se pravi 30 let v biznisu, verjetno sem že nekaj pač prodal v življenju. Verjamem, da je tudi od vas jači od mene in jaz mu zmeraj čestitam. Ampak ena stvar pa je. Kadar ni bilo posla, so me kritizirali prodajalca, kadar je bilo preveč posla, so me kritizirali prodajalca. Ampak veste kaj, jaz se na eno in drugo nisem nikoli zmenil. Jaz sem zmenil vse zato, da se moj kupec dobro počutil, ker sem vedel, da imam odzadaj svoje sodelavce, ki znajo pa to odlično narediti. Se pravi, povabite jih na kavo. Tu, če pa malo več dela, boste pa potem povedali, da dotle lahko, tle pa je treba malo počakati. Vse se je zazmet, ampak odnos pa imamo. Se pravi, tiskari, čestitke ali pa kaj takega, kar vas nas ne košta, ker to itak delate. Računovodski servisi, moji najljubši. Kaj pa lahko računovodski servis danes naredi za svojega klienta? Nekateri so izjemni, nekateri so super, pišejo jim čestitke, dobrodošlic, karkoli. Ampak ena druga stvar je. Postalo je tako, da sem še pošiljamo papirje in dobivamo nazaj po mailu naloge in jih plačujemo. Je tako. Brez osebne ostalo. Se pravi, vi računovodski servisi pa imate priložnost, da jim rečete, poglejte, pridite k nam, da se malo pogovoriva, kako stvari stojijo. Da ne boste mogli tiste bonuse vračati, kar ste jih dobili, da boste videli, če vam gre zelo dobro, kako že zdaj na pol leta dela zgleda bilanca. Pogovor. Lejte, ta pogovor drugače pri nas stane 200 €, na pamet zdaj govorim, ampak mi vam ga damo zastonj. Okay? Se pravi, tisto, kar ste
itek zelo pogosto delali, dajte temu neko vrednost, neko spoštovanje, tako da bodo tudi vaši kupci razumeli, kaj vi za njih lahko naredite. Okay? Naslednji, spletna prodajalna. Okay. Nisem strokovnjak za social media in nočem biti, se mi zdi, da jih je ogromno, ampak še zmeraj. Jaz, ko gledam, kaj ljudje imamo radi, da nas nekdo malo poboža. Ne? Eni dajo kodo za popust, eni nekaj drugega. Ampak, če ste spletni prodajalec in ste res srčni v tem, tisto, kar počnete, res z veseljem delate, naredite nagradno igro. Ampak v nagradni igri naj bo nagrada, ki nekaj je vredna. In naj bo nagrada, ki bo vlekla, ne bom rekel tablica, pametna ura, ne vem kaj, ampak to, kar ljudje danes iščejo, zaradi tega, ker veste, kaj mi je največji štos. Ko nekdo, ki je zelo zadovoljen z vami in potem še vidi, da je neka nagradna igra, rad podeli to z vsemi svojimi prijatelji, zaradi tega reče, mogoče bo pa en od mojih prijateljev to dobil. Zakaj pa ne? Dajmo malo Slovenci, nič več tako faušen en drugmu. Kadar pridemo do tega, in spletni prodajalci, naredite nekaj, da ste drugačni kot vsi. Vsi poznajo popuste delati, vsi pa nekaj, bodite osebni. Naredite video, posnemite ga, naredite nagradno igro, ki je čisto drugačna kot vse druge nagradne igre. Ne vem, naredite spletni piknik. Ne? Se pravi, vsak sedi za svojo mizo, vsak ima svojo pijačo na mizi, pogovarjamo se pa tako kot na piknikih. Mogoče bo kdo vzel kitaro pa zaigral, vse veste, ljudje smo, dajmo se malo družiti. Ne? Ok, zavarovalniški agent. Evo, te so tudi zelo pogosto v težki situaciji. Zavarovalnice se združujejo, težko je biti drugačen od drugih, ponudbe so drugačne. Zavarovalniški agent je zelo težko delo. Delal sem ga tudi sam dolg časa, vem kako je, ampak še zmeraj zavarovanje mora delati nekdo, ob katerem se počutim varno. Je tako. Ampak, da bi pa te ljudje radi naprej še mene priporočili komu, kar je redkost v Sloveniji, res ne delajo to precej radi, naredite nekaj drugačnega. Glejte, na spletni strani lahko kupite za 5 evrov potiskano majico. Naročite za vsakega svojega klienta, ki ga boste poklicali, eno majico. Če veste po skadencarju, kdaj ima kdo zdaj kakšno zavarovanje, dajte ali moški, ženska, velik, mehen, približno ocenite in dajte majico z svojim logotipom, zavarovalniški agent ta in ta in na hrbtu eno pametno misel. Jaz pa držim, ne vem kaj, svoje imetje v svojih rokah, na pamet govorim. Vsak lahko nekaj naredi in pogledajte, če rečemo zdaj, ko se rekel majica, materialni strošek, zavarovalni agent, koliko stane majica? 6 evrov, 3 kave, 4 kave, ok, ko pa greste skleniti nekomu, nekateri še delajo po lokalih, nekateri delajo po svojih pisarnah, ampak zelo pogosto se povabi na kavo. Če bi samo mesečni strošek kavic dali noter, bi videli, da lahko to naredite. Ok, pa naredite vsakmu 10, naredite vsakmu nad 1000 evrov zavarovalne premije. Okay? Evo, to sem hotel povedati. Čist preprosto in z realnimi ljudmi. S tem se ukvarjamo vsak dan. Ne ukvarjamo se z nekimi, ne vem kaj, vsi mislijo, vi pa ne vem, change management. Kaj je change management? Change management je za normalne, navadne ljudi, ki so se v življenju mogoče malo zaciklali in zdaj rabijo neko mnenje, neko pomoč, neko manjšo povezavo, nek manjši nasvet, da naredijo naslednji korak. Jaz upam, da vam je bilo všeč. Dosti se obračamo na tuje trge, pač tako je, zato bo veliko video v angleščini. Ampak, če pa vam je takle v slovenščini kaj koristen, ali pa, če bi slučajno rabili kaj od nas, pa dajte nas poklicati, ne? Z veseljem to naredimo. Pravzaprav to celo prodajemo, ne boste verjeli.